Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti dopustilo referendum o razvojnem zakonu. Ustavni sodnik magister Marko Starman je bil edini, ki se s tem ni strinjal in v odklonilnem ločilnem mnenju zapisal: tudi če je referendum o zakonu kot celoti dopusten, njegova zavrnitev ne sme omogočiti obida ustavne prepovedi. Še ustavni pravnik Miro Cerar opozarja: prepoved referenduma o davčnih vsebinah pa v tej odločbi po moje ni dovolj natančno naslovljen, tako da se zastavlja kar nekaj vprašanj. Vprašanje, ki iz tega izhaja, ni majhno. Kdo dejansko odloča o meji ustave? Ustavodajalec, ki jo je zapisal, ali sodišče, ki jo od primera do primera razlaga po svoje? Ustavno sodišče namreč v svoji odločitvi ne pojasni, kaj točno je dovolj vsebin z področja financ, kjer referendum ni dopusten, in kaj ni dovolj vsebin. To pomeni, da lahko ustavno sodišče po lastni volji vsakokrat drugače odloči o ustavnosti referenduma omnibus zakona. Takšna praksa neizogibno ustvarja občutek dvojnih meril. Ko se je omnibus zakon sprejemal o prevzemu oblasti Roberta Goloba julija 2022, je ustavno sodišče odločilo drugače. Tako imamo opravka s sklepom, ki namesto, da bi vprašanje enkrat za vselej razrešil, ustvarja novo pravno nepredvidljivost in zmedo. Opažamo namreč, da si ustavno sodišče v Sloveniji korak za korakom jemlje pristojnosti, ki niso nujno del njegovega izvornega delovanja, s čimer si povečuje svoj vpliv. Meja ustave pa ne sme biti stvar trenutnega razpoloženja ali politične konjunkture. Mora biti jasna, vnaprej znana in enaka za vse, ne glede na to, katera vlada je trenutno na oblasti. To je sam temelj, na katerem stoji ali pade zaupanje v pravno državo. Zato v Mladi Sloveniji predlagamo, da se ustavne sodnike v Državnem zboru voli z dvotretjinsko večino poslancev, da zagotovimo večjo strokovnost in neodvisnost ustavnih sodnikov, s tem pa tudi ustavno stabilnost. Le tako bomo zagotovili ločenost najvišjega organa sodne oblasti od drugih dveh vej oblasti, s tem pa zaščitili temelje pravne države. Težnje po politizaciji in dvojnih merilih pa se žal ne ustavljajo le pri pravosodju, temveč pronicajo tudi v izobraževalni sistem. Pri nedavnem zbiranju podpisov smo bili priča temu, kako so sindikati po hodnikih in predavalnicah šol enostransko in zavajajoče zbirali podpise proti zakonu. Vse to se dogaja v istem prostoru, kjer je bila v času volitev vsakršna razprava med različnimi političnimi pogledi strogo prepovedana pod pretvezo nevtralnosti. Mladi si ne želimo dvojnih meril, upamo, da bodo vodstva fakultet tokrat dosledno zaščitila avtonomijo akademskega prostora. Ne glede na vse, pa verjamemo v ljudi. Razvojni zakon ni politično preigravanje, je nižja obdavčitev hrane in energentov, davčna razbremenitev tistih, ki oddajajo stanovanja mladim in mladim družinam, in pa lažji pogoji za tiste, ki si s trudom in delom ustvarjajo lastno pot, samostojne podjetnike, samozaposlene, za mlade, ki si želijo ostati doma in tam ustvariti družino. To ni miloščina, to je zaslužena priložnost. Zato ne bomo tiho čakali, kako se bo zgodba iztekla. Danes tukaj pozivamo vodstva fakultet. Zaščitite avtonomijo prostora za vse, ne le za tiste, ki kričijo glasneje. Pozivamo vse generacije Slovenk in Slovencev, preberite zakon, preverite dejstva in šele na to se odločite. Mi smo se in verjamemo, da bo enako naredila večina Slovenk in Slovencev. Najlepša hvala. Dobro, lahko še vprašanje? Lahko. Kako torej komentirate te očitke v tej zakonodajni zvijači in obhajanju volje ljudi s strani opozicije, tudi sindikata in način? Glede omnibus zakona. Ja, tako se vidi. Oziroma glede referenduma pač, ja. V smislu očitke, da mi zvijačimo ali... Obhajanju volje ljudi in torej zakonodajni zvijači, s tem, kar se je dogajalo v Državnem zboru. To so bili pač največji očitki, ne? Ja. Vlada je dobila mandat. Vlada ima svojo koalicijsko pogodbo, ima svoj program in potem se ravna. Precenila je, da zaradi toliko hudih razmer, v katerih se je znašla tudi trenutna Republika Slovenija, recimo
šele zdaj smo zvedeli, da je na Ministrstvu za demografijo luknja 180 milijonov, kar pomeni, da so bila sredstva totalno nepredvidena in v bistvu naložena ljudem na pleča brez njihove, brez vnaprejšnje predvidenosti, da je vlada se odločila te zakone sprejeti hitreje in skupaj. Zaradi tega, ker dejansko naslavljajo najbolj kritične aspekte razvoja Slovenije. Zato ga imenujemo razvojni zakon, ker bo pripomogel, ker so toliko osnovne zadeve, da lahko pripomorejo k razvoju. Tega ne gledamo kot kakršnokoli zvijačnost. Torej, če prav razumem, te očitke zavračate, ne? Definitivno. Vredo. Ste tudi to, da bi sodnike, ostale sodnike volili z dvotretinsko večino v državnem zboru, to pa za sabo potegnil celoten postopek, civilna družba, kako mislite, da bi to sploh upeljali? Zelo dobro vprašanje, ker to je nekako naš celoten center, nekako pobude. Ustavno sodišče je najvišji organ, ta se interpretira ustavo in mi ga nikakor nočemo prispevati retoriki razkroja pravne države ali pa kakršnikoli prenagljenih izjav, da to ne deluje. Ustavno sodišče potrebujemo. Kar si mi želimo je, da je težji postati ustavni sodnik izključno zato, da bi prisilili politike v parlamentu, da se med sabo pogovarjajo. To je nekako namen dvotretinske izvolitve, da v bistvu prisiliš politike, da se pogovarjajo, da vejo med sabo oni, da ne morejo drugače izvoliti najvišjega organa v Sloveniji, če ne sodelujejo. In trenutno se pač izvoli s 46 glasovi in je lahko podrejeno določeni politični opciji, da sama izbira svoje ustavne sodnike. Kar se mi zdi, da tudi za samo sodno vejo oblasti ni najbolj varno, ker je pač lahko podleži zelo močnemu vplivu izvršne veje oblasti. Teda tudi naš poziv ni, to je naloga za zakonodajalca, da spiše predlog, ampak predvsem je tukaj varstvo pravne države za naprej. Ok, hvala.